je poln prelesti in travnik je cvetan. Okna podzavesti se odpro na njuno stran. Misel je na begu čez mavrično nebo, čez moje negibno telo. Kakor sice nihte, ki žene me drugam, vajen sem nevihte, kjer včasih blisk igram. Plačal bi račune vnaprej za nekaj let, odšel bi, a tu je moj svet. Ni cvetja brez trnja, še ga bom bral, tako kot plevni brez zrnja, zato bom sejal. Ni cvetja brez trnja, je že tako, kako da včasih ljudje tega ne vemo. Tukaj smo se zbrali leto že 9, da gremo v stolnico v Ljubljano, ker naš sovaščan Lap Jože nam vsako leto mašuje sveto mašo za srečno vožnjo in za srečno obdelovanje polj. Tle smo se zbrali tudi starodobniki z Voka, kako se vsak leto udeležimo romanja v Ljubljano, v stolnico. Trenutno sem sam šele, upam, da še kakšen pride. Otok v daljnem morju, zelen in nasmejan, čaka na obzorju, ponuja mi pristan. A modrosti druge namenja skrivni glas, za pesem, ki poje jo čas. Ni cvetja brez trnja, še ga bom bral, tako kot plevni brez zrnja, zato bom sejal. Ni cvetja brez trnja, je že tako, kako da včasih ljudje tega ne vemo. Ni cvetja brez trnja, še ga bom bral, tako kot plevni brez zrnja, zato bom sejal.
zopet tukaj pri naši stolnici, kjer bomo potem tudi deležni svete daritve. Jo bomo danes namenili za blagoslov pri našem delu, kakršnega koli opravljamo, zlasti pa, da bi bila naša polja in travniki, gozdovi in vse to, kar obdelujemo in kar imamo na skrbi in kar je v katastru, da bi bilo to nekje varno. Beremo iz tedna v teden, kakšne so katastrofe, kakšne poplave in kakšne toče, nesreče in druge podobne stvari, in zato nas zelo skrbi, da nas to ozračje torej zelo, zelo ogroža. In ker je Bog gospodar vsega stvarstva, tudi te narave seveda konkretno, ga smemo in moramo prositi, da bi bilo teh preizkušenj čim manj. Gotovo pa najbrž, da nas bo Bog še naprej preizkušal, pa opominjal in opozarjal. Se vidite, koliko ljudi je malomarnih do vsega tega in ki so še vedno 24 ur na dan prepričani, da je vse od njih odvisno, od njihovih rok, pa od kemikalij in podobnih stvari. Vendar mi vemo, da ima nekdo roko nad nami in ki je tudi močnejši od naše kemije in tudi od dela naših rok. In danes bomo torej sedaj poklicali blagoslov na naše kmetije, ne glede ali jo imamo ali ne, ampak na vse kmetije naših ljudi, naših kmetov, potem pa še posebej na te stroje, s katerimi tudi vi upravljate. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha, Gospod z vami. Molimo vsemogočni Bog, stvarnik vsega, kar biva. Človeku si izročil vsa zemeljska bogastva in mu naročil, naj obdeluje zemljo. Zahvalimo se ti za ta čudoviti dar, da bi ga bili bolj vredni. Te zaupno prosimo, blagoslovi naše kmetije in vse, kar k njim spada. Ljudi, živino, polja, travnike, gozdove in vinograde, naj prinašajo obilnost sadov. Odvrni od njih vsako nesrečo, nam pa pomagaj, da bomo pripravljeni delati sadove zemlje, z brati in sestrami po Kristusu, našem Gospodu. No, zdaj pa sledi še poseben blagoslov traktorjev in vseh strojev. Molimo. Vsemogočni Bog, velik si v vsem, kar si ustvaril. Tudi izdelki tehnike pričajo o tvoji veličini in modrosti. Prosimo te, blagoslovi te traktorje in vse priključne stroje. Blagoslovi jih, ki jih bomo uporabljali. Varuj jih nezgod in blagoslavljaj njihovo delo. Pomagaj jim, da moči narave in tehnike ne bodo nikoli zlorabljali. Njihova srca naj bodo odprta za ljudi v stiski, njim in nam vsem pa daj, da ti bomo hvaležni za tvoje darove in te bomo neprenehno hvalili po Kristusu, našem Gospodu. Zdaj bomo še pokropili in pokadili. Pa res mislite zdaj na vse tisto doma, kar bi radi videli, da bi bilo obvarovano vseh nesreč. Med kropljenjem in kajenjem bomo zmolili Gospodovo molitev. In zlasti drugi del, bodite posebej pozorni, da nam bo Bog dal res vsakdanjega kruha. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo,
zvodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kako tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne operi nas v špljavo, temveč reši nas hudega. Amen. Kristus, usmili se. Gospodu, smili se. Sveta Božja Mati Marija, prosi za nas. Sveti Anton Puščavnik, sveti Glenar, sveti Ambrož, sveti Urban, sveti Frančišek, Mogoče bo pomagala, da se bomo zemljo in vse, kar na njej biva, sprejemali kot tvoj dar in se ti dan tudi nekoga zahvaljevala. Naša pomoč v imenu Gospodovem. Amen. Jezus jest Miecią Gospody.
danes nas hoče Božja beseda jasno zopet spomniti na Gospodov dan. Gospodov dan, ko naj bi človek se ustavil v svojem delu in se spomnil, da nima samo telesa, pa rok, pa teh materialnih vrednot in dobrin okrog sebe, ampak da ima tudi duha, da ima dušo, da ima čustva, da ima pamet in da tudi ta duhovni svet uporablja, potrebuje neki remont. Poznamo razne servise za naše stroje, poznamo zdravniške preglede zase za svoje telo. No, Gospod je pa preko svojega izvoljenega ljudstva v Izraelu, ko ga je rešil egiptovske služnosti, tudi zapovedal za ta 7. dan, za ta duhovni remont, da se bo človek zavedal velikih Božjih del, da se bo tedaj človek ukvarjal vsaj nekoliko s seboj in svojim bližnjim, da ga bo videl, da ga bo začutil, da se bo znal pogovoriti s njim, da mu bo znal povedati, kaj mu manjka, kako se počuti in da potrebuje ljubezen. Zato je treba tudi imeti čas, pravo razpoloženje in gotovo je nedelja poseben takšen dan. Da bi se zavedali, kakšen velik dan je nedelja. Kako smo nedeljo zreducirali? Kot da je nedelja tisto mašino, kot da nismo čez teden kaj uspeli, nismo kaj ponaredili, zdaj bomo nedeljo, pa le se dohitili, pa le naredili, da ne bomo kje ostali zadaj. Ali pa da ne bomo zopet kaj prehiteli, da bomo zdaj delali konkurenco svojemu bližnjemu. Kako je to narobe? Kako si žagamo vejo s takim razmišljanjem in čutenjem, vejo, na kateri sedimo? Kako si podkopavamo tla? Kako se uničujemo zdravje, pa toliko govorimo o zdraviliščih, o dopustih, o ne vem kakšnih remontih in športu, kako človek vsega toliko potrebuje, ampak po svoje, kakor njemu kaže. Namesto da bi nedeljo, ki mu je določena, ki mu je povedana, zapovedana, pokazana, s tolikimi dejanji. Kako je Mojzes dopovedoval izraelskemu trmastemu ljudstvu, kako jim je potrebna sobota. In so komaj kaj slišali, komaj kaj razumeli. In takšni smo tudi mi v Novi zavezi, ko praznujemo ne več soboto, ampak nedeljo. Upam, da vsi veste, zakaj nedeljo, ker je prvi dan v tednu, ker teden štejemo z nedeljo, ne s ponedeljkom. Nedelja je prvi dan tedna in z Gospodom in Božjim žignom začenjamo nov teden. In z Božjo usmeritvijo, z našo zbranostjo in z našimi umerjenimi načrti, ki
ki gledamo skozi Božjo prizmo, skozi Božje oči, da bi to znali. In nedelja je zato nedelja, ker je Gospod tudi na ta prvi dan v tednu vstal od mrtvih. Zato pravimo tudi vsaki nedelji mala velika noč. Zato se prav na nedeljo mi, kristjani, posebej spomnimo Gospodovega vstajenja kot temeljnega čudeža, ker temeljnega kamna naše vere. Če Gospod ne bi vstal, bi bila prazna naša vera. Še bi bili v grehi, še bi talali po svoje. In na Vinkošti je bila tudi nedelja, prvi dan v tednu, ko je Gospod poslal pomoč višana. Vidite, kako nam ti prazniki nazorno dokazujejo, kako je ta nedelja bogata in zakaj gre v nedeljo. Mi jo včasih tako lahkoverno, malomarno degradiramo in ponižamo in se ne zavedamo, se ne zrajtamo, da pravzaprav s tem spet podkopavamo tla pod svojimi nogami, da plujemo svojo lastno skledo. Naj nam bo današnja nedelja res nova spodbuda sploševanja vesti. Vse nam je Jezus v Evangeliju z dvemi primerjavami povedal, da ne smemo biti služni tudi nedeljine, da bi nedeljo praznovali po črki, Bog ne daj, po duhu, duh je tisti, ki oživlja. In za nedeljo moramo vedeti, ali bomo tudi lahko mrlo spravljali iz pravnika, če gre dež 14 dni prej, pa še bo padal, pa je to travo treba mrlo na polgnilo rešiti. Mislim, da je tisto, kot je rekel, da je treba posla tudi v soboto odvezati in ga peljati na paj. In da je Gospod ozdravil tega suhorovo prav na soboto, da bi Judom povedal njihovo zaslepljenost in razdavanje Božje besede po črki, da jim je povedal, ali ni v soboto treba delati dobro. Sej zato je nedelja, da se bomo mi navdušili za dobro in da se bomo vedno odločali za dobro, pa tudi torej in predvsem v nedeljo. Naj bo nedelja polna dobrih del, potem bomo pa lahko dobro volili, potem bomo pa lahko veseli, potem bomo pa lahko imeli pravi štab za kakršnokoli nalogo v novem letu. Amen. Danes je dan, ki ga daje Gospod, tebe je ustvaril za mir. Ob meni si, ko se nov dan budi, ti si več kot srce si želi. Vsak moj korak naj bo s tabo na poti najini, skoz trnje in puščavo, naj ljubezen naju vodi. Danes je dan, ki ga dal je Gospod in radost deli, radost deli, radost deli s teboj. Franca, več sem, no. Malo boš pobud. To je pa ta zaslužni, da to nam odpadno pa pogledali, no. Fotograf? Ja. O, zlate maše. Ja. Lansko let. Let, ja. Ja, nič. Ja, malo. Malo, ja. Dober mesec. Se bo kar odpadlo, ja. A ja, to je več? To je knjiga. Knjiga.
To reci, lepo Marek, kako si to zafrantov. Nisem jih jaz, no. A nisi peta videl, da boste tle tole razvazale. Kako se pa ne držite tam vzad? Ženske pa jamrate, da ste zapostavljene. Ker zmeraj jirinate vzad. Dobro, mislim, da smo rešili. A se ne nekam ne bil bez. Poglej, ko stole je lepo. Kdo je to zranžiral? Tole. Vsako leto. Super! Poglej, ko tole paše od zad. Ja. Oho! O, to je pa lepo! Evo, to je pa tamle. Juhu! Evo! V imenu društva Stari traktor Moste se lepo zahvaljujem za povabilo, pa za lep blagoslov, ki ste imel održal in za Super! vašo tudi. Hvala! Za To se vam moram posebej zahvaliti, da držite, da ste mi ne trmast v tem. Ker bi že lahko davno odnehali, pa bi rekli, pejte naj se gretist komenčan soli. To pa ne. To je toliko lepo in spodbuda za marsikoga tle v Ljubljani. In da ste majhne na tem vrtu in zato boste danes čim dlje na tem vrtu. Imamo malce dost. Tako da nič hiteti. Zdaj se pa znajte, tle ste doma. Tukaj imamo pa eno majhno pozornost še za vas. Kako se pa to spet odpre? Pokrov se odpre. Ja, se to gleda? O! Ja, Loj, dobro, da te imamo. Ja, to bi pa jaz težko pogledal, kje bi to trgal. Ja, ne vem. Flaš, to sta ti kar v klet niso, da boš videl, da imamo tudi cisterne. Dobro. Tudi cisterne. Evo, dej. Drug let, dobro ples. Dej pomagajte, bo nes cisterna. Gremo do cistern prav. Ja, lepo, presenečenje. Veste pa, če je kdo Franca, da bo on poslužen. Vse ste postavil. O, mašina. To še nekaj drug povedal. Drugače pa tudi članek jo še nisem videl, tako da bo danes bom povedal. Ja, to se pa treba še enkrat dati v roko. Ja, res se slitam, imate smisel. Hvala. Kdor še ni tega videl, zelo lepo je, boste si jo ogledali tamle. Res je lepo. Ampak tista me pa zmeraj spremlja, tista tamle, tista pa enkratna. Karikatura, ja. Tamle, da je prišla, da je sejemo, ker bomo tle lift naredili, ne, pa smo morali to mojo delavnico preseliti, da imam tam delavnico, pogledajte, kakšno delavnico imam. Tam lahko kakšno urodje pogledate, če še ne veste, kakšen je. Geviš, vse so te. Pa vidim, da imate tudi nekaj Ja, novega. tišleri. Tole. Novo, ja? To je tudi nov, ja? To je tudi nov, ja? Še nismo videli. Ne, niste še. Ne. Ja, bomo pa še to požignali. Še ti bo, ne, brez nas. Evo lepa, poslušajte, gorle pri zidu je senca in hladno. Lahko boste šli gor, pa sabo flašo pust pazduho, pa eno roko malco, pa greste lahko gor. Lahko smo pa tudi le. Čakajte, tole bomo naredili. Tole bomo dol, pa je dobra senca tle, lahko ste tudi tle. Pa na tole se usedete, da smo tle vsi skupaj. Dej. Res bodite domači in tako, kot bratje pa sestre. Hvala. Ni doma pa je kaj novo. A bolj podobno. Evo, če bom kdo si jo ogledal. Danes je dan, ki ga dal je Gospod. Radujmo se,
Danes je dan, ki ga dal je Gospod. Radujmo se, veselimo se ga. Danes je dan, ki ga dal je Gospod. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. Weselmy się i radujmy się w nim. Oto jest dzień, który dał nam Pan. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made.
Thank you.